Lepo pozdravljeni. Prenovljeno pritličje objekta bivšega doma upokojencev Brežice je po zaključeni prvi fazi revitalizacije stavbe pred dobrim mesecem že sprejelo svoje prve stanovalce. Za obnovljene prostore pritličja je namreč občina Brežice sklenila najemno partnerstvo z varstveno-delovnim centrom Krško Leskovec, ki mu je s tem omogočila širitev programa enote Brežice in sicer z dodatno ponudbo bivalnih enot. Brežiška enota varstveno-delovnega centra Krško Leskovec se je konec oktobra vselila v obnovljene prostore nekdanjega doma upokojencev. Na tej lokaciji izvajajo institucionalno varstvo za svoje uporabnike iz občine Brežice. Predtem so bili namreč prebivalci oziroma uporabniki naših storitev razseljeni po celotni Sloveniji v različne ustanove. Sedaj se je pa pojavila možnost, da se preselijo v matično občino in imajo enake storitev v matični občini. Kar je za uporabnike več kot dobrodošlo, dodaja Romih. Se so v domačem okolju, lažje se srečujemo s svojimi svojci, to jim je tudi poznano okolje, tako da lahko tudi mogoče malo bolj samostojno gredo v svoje okolje in mesto. Sicer pa bodo dom lahko nudili 15 uporabnikom. Trenutno jih je v bivalnih enotah nastanjenih 9. Nekaj uporabnikov še čakamo, ker je situacija taka, da niso možne premestitve iz občine v občino. Drugače pa so to uporabniki, ki so naseljeni vse dni v letu, v bistvu so nekako na ta način, kot je dom starejših. Poleg programa dnevnega varstva, ki se izvaja v teh prenovljenih prostorih, Brežiška enota varstveno-delovnega centra izvaja tudi vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Občina Brežice je z obnovo objekta pričela v avgustu 2019. Celotna vrednost dvoletnega projekta prve faze investicije je znašala 770 tisoč evrov z davkom na dodano vrednost, od tega na podlagi dogovora za razvoj regij pričakujejo 190 tisočakov iz evropskih kohezijskih sredstev. Seveda si v občini želimo še več, saj smo pred leti se precej trudili, da nam je uspelo pridobiti ta bivši dom nazaj v last in ga v tem trenutku obnavljamo. Nadaljujemo pa tudi z bivalnim enotom za upokojence, prav tako pa v tem domu naj bi bili tudi prostori za Ozaro, potem upokojenska društva in pa tudi za oskrbovance sopotnika, ki prav tako nudi predvsem brezplačne prevoze za starejše ljudi v naši občini. Drugo fazo naj bi dokončali v naslednjem letu. Znesek celotne investicije pa bo znašal okoli 2 milijona evrov. Brežiška občina je jeseni nadaljevala z investicijami v cestno infrastrukturo. Novembra so ob cesti Svobode na odseku od Rondoja v Črncu do bencinskega servisa urejali površine za pešce in kolesarje. Gre le za eno od obnov cestnega sistema, kateri so pristopili v letošnjem letu. Investicija v vrednosti 134 tisoč evrov predstavlja prvo fazo projekta ureditev površin od Rondoja Črnc do Rondoja pri Tušu. Ob izgradnji površin v dolžini 320 metrov in širini 3 metre bo urejeno tudi odvodnjavanje in javna razsvetljava. Ob tem seveda delamo tudi z delno zaporo ceste, tako da prihaja tudi do motnje pri prometu, vendar seveda prosimo vse voznike, da upoštevajo prometno signalizacijo, ki je za to namenjena. Na tem odseku bodo dela predvidoma končana do 20. novembra. Konec oktobra pa so se začela dela obnove odseka lokalne ceste Velike Malence Vrhovska vas. Tudi tu naj bi z deli končali do konca novembra. Glede na to, da gre za 900 metrov ceste, v kateri je potrebno popolnoma urediti seveda podlago, odvodnjavanje, zamenjati kompletno nov ustroj asfalta, je popolna zapora, kajti rok je kratek in verjamem seveda, da nam bo še tudi vreme omogočilo, da bo ta dela končana v roku. Vrednost pogodbenih del znaša 190 tisoč evrov, gre pa za naložbo, ki je v skladu z dogovorom med občino Brežice in Ministrstvom za obrambo o sofinanciranju vlaganj v lokalno infrastrukturo v bližini letališča Cerklje ob Krki sofinancirana strani ministrstva v višini 50%. V teh dneh pa je občina zaključila infrastrukturne ureditve ob brežiškem pokopališču. Pred leti seveda smo uredili razširitev pokopališča z ograjo in pa seveda prva faza parkirišč.
Zdaj smo pa naredili še drugo fazo za cesto in pa še s 15 parkirišči. In pa prav tako je seveda urejena razsvetljava in pa zasaditev. S tem so tudi spremenili prometni režim, pri dostopu do pokopališča promet poteka enosmerno. Vrednost zadnje faze je okoli 130 tisoč evrov, skupna investicija vseh faz pa je že okoli 320 tisoč evrov. S tem seveda bomo izboljšali prometno varnost okoli samega pokopališča in pa seveda naredili tudi, da bo pokopališče lepše urejeno. V nadaljevanju v drugi fazi ureditve pokopališča predvidevajo urediti prostor, ki je predviden za razširitev pokopališča za namen pokopa. V času epidemije so v posavskih občinah organizirali pomoč starejšim ljudem oziroma tistim, ki zaradi okužbe ne smejo zapustiti stanovanja. Objavili so telefonske številke, kjer lahko pokličejo za pomoč, dostavo hrane ali zdravil na recept. Pomoč za obolele v domači oskrbi in brez možnosti za lastno oskrbo s hrano, zdravili in ostalimi nujnimi potrebščinami v občini Krško izvaja Center za socialno delo, kjer tako na pomoči na domu kot na projektu Most delajo nezmanjšano. Se pravi, še vedno nudimo vse storitve, ki smo jih nudili doslej. Seveda pa po nekih protokolih, ki so v skladu z usmeritvami in navodili in priporočili NIJZ-ja, Ministrstva za zdravje in našega ministrstva za delo. Tako da v bistvu vzpostavljamo način dela primeren oskrbi takšnih oseb. Kar pomeni, da so dodatno vzpostavili telefonsko številko za pomoč občanom v stiski, na kateri so na voljo vsak dan od 7 do 15 ure. Tako da smo na voljo tudi ljudem, občanom, ki niso vključeni v naše storitve, in skupaj z ostalimi organizacijami v lokalni skupnosti individualno potem iščemo rešitve, kako jih oskrbeti z stvarmi, ki jih pač nujno potrebujejo, da preživijo. Trenutno imajo v oskrbi družino, kjer imajo tako imenovano sivo cono, kar pomeni, da je z novim koronavirusom okužen svojec, ne pa tudi uporabnik. Pri uporabnikih sicer doslej niti niso imeli okužbe. Imamo pa pripravljene načine in protokole dela, vkolikor se nam bo to zgodilo. Seveda so nekatere stvari še nedorečene, saj si želimo, da se storitev izvaja predvsem varno tako za uporabnike kot za zaposlene. Tudi Rdeči križ Krško nudi pomoč tistim, ki so se v času epidemije znašli v stiski. Predvsem gre za tiste, ki nimajo nikogar oziroma posameznike, ki so v karanteni, svojci in prijatelji pa zaradi strahu pred okužbo ne upajo do njih. Dostavo imamo v obliki prehrane, higiene, pa tudi zdravila iz lekarne. To pa so osebe, ki največkrat nimajo nikogar oziroma so prestrašeni, ker so v karanteni in si tudi svojci ne upajo do njih oziroma prijatelji, sosedi. Tako da pač nekako vejo, da lahko Rdeči križ pomaga v teh primerih, ker smo usposobljeni za te stvari in tudi lahko nudimo v okviru civilne zaščite to pomoč. Podobno kot v Krški je tudi v Brežiški občini, kjer še naprej ohranjajo oskrbo starejših na domu in kjer bodo po predhodni oceni ogroženosti zagotavljali pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Že v času prve epidemije so vzpostavili telefonsko številko za pomoč občanom, ki izrazijo svojo potrebo po hrani in zdravilih. Zavedamo se, da gre za skupino ljudi, ki so še posebej ranljivi in kadar nimajo svojcev, nimajo te socialne mreže oziroma nekoga, ki bi jim lahko pomagal, je prav, da zanje poskrbimo v lokalni skupnosti. Tako da tudi se je povečalo število uporabnikov pomoči na domu. Iz 65 je v letošnjem letu se dvignilo na 80. Po izkušnjah ko kličajo, v bistvu rabijo velikokrat samo pogovor, osveščanje, se pravi, so osamljeni in rabijo nekoga, enega sogovornika, ki jim nekako pojasni na domač način, kakšna je trenutna situacija, kakšne so njihove možnosti. V Brežicah zaenkrat ni veliko potreb po dostavi živil na dom, zato nimajo posebnega skladišča. Poleg tega gre za blago, ki je hitro pokvarljivo, zato vse nabavljajo sproti. Kar se tiče dostave zdravil, so se dogovorili z brežiško lekarno. Lahko pač na podlagi telefona preko zdravnice svoje uredijo, da jih že čakajo zdravila na prevzem, prevzame jih pa prostovoljec, s tem, da mi lekarni sporočimo, kdo jih bo prevzel, ne? Da jih potem dostavi tudi občanov in občanke, ki jih pač nujno potrebuje. Na vprašanje, kaj pričakujejo v naslednjih dneh oziroma tednih, saj število okuženih ne pojenja, sogovornica odgovarja, da so vse napovedi v tem trenutku nehvaležne.
Ker ukrepi, ki smo jih je vlada sprejela, pač je nekako pride do zamika od njih z rahlo zakasnitvijo, ampak upamo, da bomo obvladovali to na takšnem nivoju, kot je do zdaj. Kot še dodaja Radanovičeva, krepijo tudi mrežo prostovoljcev. Ukrepi zaradi epidemije se poznajo tudi na trgu dela. Zaradi upada ali izničenja dohodkov podjetij je več brezposelnih, predvsem v storitvenih in predelovalnih dejavnostih ter gradbeništvu. Poglejmo podrobneje, kako je v Posavju. Če so se še v začetku leta številni delodajalci soočali s pomanjkanjem ustreznega kadra, se je spomladi po razglasitvi epidemije močno povečalo število prijavljenih brezposelnih, zmanjšalo se je tudi povpraševanje po delavcih in s tem povezano zaposlovanje brezposelnih. V prvem valu, torej v mesecih marec in april, porast brezposelnosti oziroma število novo prijavljenih v Posavju ni tako močno poraslo v primerjavi z nekaterimi drugimi območji v Sloveniji. Pač pa je bil večji porast zaznan v maju in juniju, najvišja brezposelnost pa v juliju, tam okoli 3600 brezposelnih oseb. V poletnih mesecih po preklicu epidemije se je stanje na trgu dela nekoliko omililo. Porast zaposlovanja beležijo tudi v septembru in oktobru. Pozitivna gibanja so gotovo vidna, dodaja sogovornica. Izkazujejo se tudi v dejstvu, da je v preteklih letih oktober vedno izstopal po številu brezposelnih iz razloga, ker so se prelili v evidenco iskalci prve zaposlitve, tokrat pa je oktobrska brezposelnost pravzaprav na ravni septembrske. Konec oktobra tako v Posavju beležimo 3394 brezposelnih oseb, kar je 16,9 odstotne točke več kot v oktobru 2019. Na Zavodu za zaposlovanje opažajo, da se je v tem času spremenila tudi struktura brezposelnosti. Novo prijavljeni prihajajo iz dejavnosti, ki so v tem času najbolj prizadete. Veliko priliva beležimo iz predelovalnih dejavnosti, z področja trgovine, drugih poslovnih dejavnosti, tukaj imamo v mislih zlasti zaposlovalne dejavnosti, agencije, področja gostinstva, prevozništva, osebnih storitev in seveda gradbeništva. Brez protikoronskih ukrepov bi bila brezposelnost v Sloveniji danes precej višja, dodaja Mohorkova. V prvih 10 mesecih letošnjega leta v sevniški območni službi Zavoda za zaposlovanje beležijo več kot 2700 novo prijavljenih brezposelnih, kar je 46% več kot v letu 2019. Višji so tudi odlivi. Več je vključitev v zaposlitev, teh je bilo okoli 2000 oziroma 15,8% več kot lani. Sicer pa ocenjujejo, da so predvidevanja na trgu dela zelo negotova. Gotovo so odvisna od uspešnosti obvladovanja epidemije in učinkov ukrepov, ki jih vlada z interventno zakonodajo sprejema in so zlasti na področju trga dela usmerjeni v ohranjanje delovnih mest. Odvisno je tudi seveda od situacije v državah EU, torej v pomembnejših gospodarskih partnericah Slovenije in s tem povezanega ponovnega zagona gospodarske rasti. Gotovo pa bo okrevanje dolgotrajno in postopno. V tem času so se spremenile tudi naše nakupovalne navade. Epidemija je povzročila bistven porast spletnega in brezstičnega nakupovanja. Kupci so se v času epidemije preselili na splet. Kupujejo pogosteje in kupujejo izdelke, ki jih prej morda niso. Število spletnih nakupov je v primerjavi z lanskim letom na zelo visoki ravni, pravijo pri spletnem trgovcu Mimo vrste. Od marca dalje beležimo visoke skoke rasti v primerjavi z lanskim letom. Tako v bistvu tudi v času po epidemiji smo beležili rasti višje od 50%. Ob začetku drugega vala, v drugi polovici oktobra, pa smo celo presegali številke 70% rasti. V nekaterih oddelkih so se rasti celo podvojile v primerjavi z lanskim letom. Gorenčeva meni, da je vračanje kupcev na splet tudi posledica dobre izkušnje, ki so jo imeli v prvem valu.
V času epidemije so opazili povečano povpraševanje po izdelkih, ki so jih ljudje potrebovali za delo in šolanje od doma. Govorimo o prenosnikih, prenosnih kamerah, monitorjih in tiskalnikih. Povečalo pa se je tudi povpraševanje po tako imenovanih artiklih hitre potrošnje, predvsem hrani za male živali in higienskih potrebščinah. Sicer pa se vsebina nakupovalne košarice prilagaja tudi času oziroma sezoni primerno. Že od nekje druge polovice oktobra kupci nakupujejo tudi že igrače, se pravi, že razmišljajo celo o novoletnih prazničnih nakupih. Opažajo, da kupci nakupujejo pogosteje, kot so pred epidemijo, predvsem tisti, ki so vešči spletnega nakupovanja. Ljudje so začeli tudi plačevati s kreditnimi karticami, recimo delež kreditnih kartic je bil v preteklosti manjši kot delež plačil z gotovino. V povprečju mesečno prejmejo okoli 100.000 naročil, so pa tudi meseci, ko so te številke krepko višje. Največji dnevni izkupiček je bil nad 8.000 naročil dnevno, s tem, da to je bil lanski črni petek, to je največji nakupovalni praznik v letu in pričakujemo, da bomo tudi letos te številke presegli, kajti že prvi dnevi v novembru in pa zadnji dnevi v oktobru kažejo na to, bodo verjetno letos številke še nekoliko višje. Z močno povečanim povpraševanjem po spletnih nakupih so se soočili tudi drugi trgovci. Število nakupov v Mercatorjevi spletni trgovini se je na vrhuncu tako prvega kot drugega vala epidemije povečalo tudi do 10-krat. V povprečju pa se je delež spletne prodaje povečal za približno 30% glede na začetek leta. Kot so nam sporočili, so najpogostejši nakupi osnovna živila in trajni izdelki, torej mleko, moka, olje, pijače, vložnine, testenine in riž ter toaletne potrebščine in detergenti. Skoraj v vsaki košarici pa so tudi sveži izdelki, torej sadje in zelenjava, pakirane delikatese in meso. Nakupe iz Mercatorjeve spletne trgovine dostavljajo povsod po Sloveniji, zunaj dosega je le manj kot 2% naslovov, torej res tisti najbolj odročni. Tudi v Sparovi spletni trgovini zaznavajo povečano povpraševanje po osnovnih dobrinah in izdelkih z daljšim rokom uporabe, hkrati pa tudi večjo povprečno košarico. Omogočajo osebni prevzem na drive-in točki v Ljubljani, dostavo na dom izvajajo le v Ljubljani ter večjih okoliških naseljih. Da so se navade ljudi spremenile, opažajo tudi pri obisku fizičnih trgovin. Kupci v zdajšnjih razmerah obiskujejo trgovine nekoliko manj pogosto, nakupi pa so nekoliko večji, dodajajo trgovci. Spoštovani gledalci, to so bile teme, ki smo jim v občini Brežice sledili v novembru. Hvala za pozornost in nasvidenje.